lahko začnemo. Dobrodošli gledalke, gledalci in seveda naša današnja gostja Mojca Širok. Mojca, nazadnje sva se pred 3 leti pogovarjala, takrat v precej drugačnih razmerah, v živo, pred občinstvom, v dvorani, 3-krat v nabito polnih dvoranah, v knjigarnah, v Kopru, Izoli in Piranu. Zanimivo, edinkrat, da sem vodil v 3 tako blizu postavljenih mestih, pa niti ne tako velikih, in je bilo vsakič nabito polno. Seveda, takrat je bila pogodba, to sva predstavljala, sedaj pa sledi evidenca, izdana tudi pri Mladinski knjigi. In v veliko čast in veseljem je, da se spet lahko pogovarjam z novinarsko kolegico, primorsko rojakinjo in tudi slovenistično kolegico, ne nazadnje. In tudi gledalke in gledalci imate priložnostjo kaj vprašati. Tipkajte vprašanja in Mojca bo odgovorila, kolikor bo lahko. Torej, Mojca, pred 3 leti sva že ugotavljala to, da si po 3 knjigah stvarne literature, takrat si se že lotila Berlusconija, mafije, papežev, potem si pa zaplula v leposlovje. Kar pa ni tako presenetljivo, ker mogoče velja spomniti, da imaš vendar 2 diplomi iz književnosti, iz leposlovja. Na slovenistiki si iz Andreja Moroviča diplomirala in na italijanistiki iz Darja Foja. Zdaj pa je to postalo že zelo resno, po koliko, 8500 ali skoraj 10.000 izvodih že pogodbe. V knjižnici niso niti še vsi prišli na vrsto, ki bi jo radi prebrali pogodbo. Zdaj pa je tu že evidenca, ki se že odlično prodaja in tudi v knjižnicah je že na voljo. Kako zdaj? Se imaš že za pisateljico? Ja, ne vem, verjetno uradno bi zdaj že nekako nekje dobila izkaznico, verjetno, če bi za njo zaprosila, ampak jaz sama pri sebi nisem še prav 100%. Sam si rekel, jaz sem pač začela s publicističnimi deli, jaz sem novinarka, jaz sem pač v bistvu že naravnana na ta način, da moram 36-krat preveriti, da je to, kar sem napisala, res, a drži, a je tako, kot je treba, do črke natančno, in je to potem ta nek prisilni jopič, neka omejitev, ki se pač držiš pri svojem vsakdanjem delu. In je potem, ko se enkrat rešiš teh spon, to res svojevrsten užitek. Ampak zame v bistvu nikoli ni bilo to neko, bi rekel, pričakovanje, veliko ali pa neka velika želja. Jaz sem to že večkrat v izidu pogodbe ponovila, da sem pogodbo napisala popolnoma res samo po naključju, in to samo zato, ker je moja urednica na Mladinski knjigi Nela Malečkar rekla, lej, mi imamo to nagrado, pa da vidimo. Ker je pač vedela, da se tu in tam spogledujem s kakšnim ljubezenskim ali kriminalnim romanom. Jaz sem pač takrat v bistvu za hec, na neko nenapisano stavo z njo, pa tudi sama s sabo poskušala to napisati, in nastala je pogodba, in jaz moram reči popolnoma res. Si tako izbrala mafijo? Ja, absolutno, saj ne bi mogla pisati v ničemer drugem, če tudi drugače, pač če tudi na drugačni ravni, ker vseeno zgleda sem omejena z nečim, mislim, pač s tem, kar jaz mislim, da je tudi eden v veliki meri temeljev pač nekega leposlovja. Piši o tistem, kar dobro poznaš, na neki emotivni ravni, na neki realistični ravni, intelektualni ravni ali kakorkoli. In jaz sem v bistvu lahko pisala samo o stvareh, za katere sem pač vedela, da jih vem, da jih dobro poznam. In je potem nastala ta pogodba, to sem hotela reči, brez vsakega pritiska, pričakovanja, brez kakšnih spon. Jaz sem bila v bistvu res popolnoma prosta in svobodna, tudi same sebe, ker nisem nič pričakovala, in je bil to v bistvu nek tak izziv, prijeten izziv. In potem se je zgodilo to, kar se je zgodilo. Pogodba je dobila eno res široko množico bralcev in veliko priznanj. In kar naenkrat sem, kot da bi šla v nek tak krč, ker so me vsi spraševali to, kar se me ti zdaj vpraša, a si ti zdaj pisateljica. In jaz nisem vedela, kaj mi rečem, ker še sama pri sebi nisem točno vedela, razumela, kaj se je sploh zgodilo s to knjigo. In sem rekla, nič najboljš, da probam. Lahko vem tudi, kaj so te spraševali na teh srečanjih bralci,
Torej, napisala si roman, izvrstni roman o italijanski mafiji, ne? Kaj pa slovenska, ne? Kaj bo zdaj? Ja, in potem sem si odgovorila, noč najbolj, da probam še enkrat, ne? Pa da vidimo, ne? Bom še enkrat poskusila, da vidim, če se bo to še enkrat zgodilo, če mi bo še enkrat uspelo v bistvu prvič podoživeti ta ustvarjalni proces, mislim, to res neko čudno, bi rekla, stanje, v katerega padeš, ko se potopiš v neko zgodbo, ne? Ko jo v bistvu ti kreiraš, ampak imaš občutek, da nisi ti tisti, ki drži v bistvu ta volan v rokah, da te pač ti ljudje, ne, ki si jih izmislil, vodijo skozi zgodbo. In da vidim, če imam kaj zapovedati, če je to sploh komu zanimivo, če bo to komu všeč. In to je, se pravi, bil pol ta naslednji izziv in tako je nastala evidenca. In zdaj po teh prvih odzivih kaže, da bo. Zdaj bojo ljudje povedali, no? Ali bo, ali ne bo. Spet imamo na delu italijansko mafijo, ne? Tokrat pa v Sloveniji in pranje denarja, ne, prek kazinojev, ne, na Primorskem. In tu mislim, da si se navezala na svoj zelo odmeven članek iz leta 1993 v Mladini, ne? Takrat si objavila, tu sem si ga natisnil, intervju z beneškim sodnikom, Pavonejem, ki ti je pripovedoval o tem. Ja, to je v bistvu prvič ne govori o letnicah, ne, ker ko sem jaz danes ugotovila, kjerga leta je šel ta članek, sem se morala tako hladiti, pa ne zaradi tega, ker je danes v Bruslu 26 stopinj, ne. Me je kar polila vročina, ko sem videla, koliko let je že minilo. V bistvu, ja, to je bila takrat ena velika zgodba, no, ki pa se v Sloveniji ni pokrivala na ta način, ne. Kot vemo, je bilo v začetku 90-ih let aktualno vprašanje lastninjenja slovenskih igralnic, odmevala je afera Hit, ustanovili so potem tudi preiskovalno komisijo, ki je preiskovala ozadje teh takrat dogodkov. Jaz sem pa v bistvu se niti ne spomnim kako, ampak jaz sem komaj začela delati na Mladini takrat, res, čisto sveža, po mojem je bil to moj drugi ali tretji tekst. Ko sem pač prišla prek teh raznih poizvedovanj, ne, v Italiji, do te preiskave, zvedla za to preiskavo, da se pač italijansko tožilstvo zanima tudi za posojilne službe slovenskih igralnic. In tako sem potem prišla do tega tožilca, stopila z njim v stik in bil je pripravljen na ta intervju in to je potem bilo takrat res zelo odmevno, tudi moj prvi veliki članek v Mladini in mislim, da tudi edini potem, ne vem, nekako je potem ta zgodba seveda ni dobila nekega epiloga v Sloveniji, na neki preiskovalni ravni sploh ne, na italijanski pa tudi ne, ker so se ukvarjali samo s italijanskim delom te zgodbe, no, tako da jaz sem potem tudi kmalu zašla na druge teme, ne, sicer še vedno za Mladino, ampak bolj v te politične slovensko-italijanske odnose, v sicilijansko mafijo in je ta zgodba nekako, vsaj zame, pač sem za njo izgubila v bistvu vsako sled. Je nisem pa nikoli pozabila. Kako se je vrnila zdaj? Kdaj? Na kateri točki? Kako? Kdaj se je vrnila ta zgodba? Ja, v bistvu se je vrnila pri nastajanju pogodbe. Že ko sem pisala pogodbo, sem se spomnila pač tega takratnega dogajanja, ne? In sem razmišljala o tem, da bi bilo tudi to mogoče eno tako zanimivo ozadje za popolno izmišljeno zgodbo s popolnoma izmišljenimi junaki. Ker princip je pri obeh knjigah isti, ne? Pri pogodbi in pri evidenci. Gre za popolnoma izmišljeno zgodbo s popolnoma izmišljenimi junaki, ampak na resničnem zgodovinskem ozadju oziroma ozadju polpretekle zgodovine. V pogodbi polpretekle italijanske zgodovine, se pravi tega sodelovanja, domnevnega sodelovanja med sicilijansko mafijo in italijansko politiko, v evidenci pa tega domnevnega pranja denarja sicilijanske mafije v posojilnih službah slovenskih igralnic. In to je bi rekla, ta zgodovinski okvir, o katerem pač še danes pričajo, ne, številni dokumenti, tudi novinarski članki, tožilski in sklepam tudi v Italiji zagotovo, verjetno tudi v Sloveniji policijski dokumenti. In jaz sem pač ta okvir uporabila za to, da sem nanj potem nakvačkala te svoje junake in zaplete ter seveda na koncu razplete.
Si se spet lotila novinarske raziskave ali si bolj domišljije pustila zdaj prosto pot? Ne, novinarska raziskava prav nobene. V bistvu, novinarska raziskava se je ustavila na tej točki, ko sem šla v arhive. Jaz sem šla v arhive iz tistih časov gledati nekatere tekste svoje in drugih, predvsem Slovenske tiskovne agencije, ki je takrat poročala o teh dogodkih. Mi se mogoče ne spomnimo, v Državnem zboru so imeli preiskovalno komisijo o teh zadevah, sicer zanašala se je na afero Hit, ki v tej knjigi nima nobene veze, niti se ne pojavi. Ampak šla sem iskati pač te nekatera arhivska poročila, novinarska in druga, da sem si osvežila spomin in nekatera sem potem celo dobesedno, tako kot v pogodbi, kjer sem uporabila nekatere svoje tekste, dejanske tekste, v katerih sem potem samo spremenila imena, sem tudi zdaj v evidenci v nekaterih tekstih v bistvu, bi rekla, preslikala neko resnično novinarsko poročilo, ki sem ga potem malce priredila z imeni in priredila seveda tudi teku te zgodbe. Kaj pa sami liki, sam nabor likov, kako si do njih prišla, to me zanima. Tu imamo seveda novinarko nacionalne televizije, eno najudarnejših, mogoče lahko samo da poiščem ta opisnjen. Ne beri ven, ker mi je nerodno in tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da preveč izdaš, Torej, naj govorijo o nekem, ne bova, Mojca me je posvarila, da ne smeva preveč povedati, torej, to je take sorte knjiga, pri kateri morava biti zelo previdna, kaj poveva in kaj zamolčiva. Ker če ne sem se zastonj matrala, veš, da sem gradila vso to napetost. Dokaj zgodaj v knjigi se pojavi ta odlomek. Najprej pišeš, ne bom povedal o nekem moškem, vedel je, da se ji ne more izogniti, da mora prav on govoriti z njo, da mu njeno rentačenje in jezikanje ne uide. Skoraj ni bilo človeka v državi, ki se mu ne bi tako ali drugače zamerila. Vplivnežem zaradi svojih strupenih člankov, sodelavcem zaradi svojega vzvišenega obnašanja, vsem, ki so jo poznali, pa prej ali slej zaradi svoje brutalne neposrednosti. Težko si je bilo predstavljati, kako najde vire, kdo bi sploh hotel govoriti z njo in izdajati tajnosti, pripovedovati o tujih skrivnostih. Je imela njena odbijajoča pojava veliko privlačnost. Oddaleč se je videlo, da ne spoštuje absolutno nobene in nikakršne avtoritete. Bila je kot tank, ki ne pozna umika. Večja, ko je bila tarča, bolje nabijala svoj top. Marsikdo bo rekel, katero je mislila s tem? Ja, to naj kar reče, naj se kar ukvarjajo ljudje, so mislijo, te osebe ni. Te osebe v realnem življenju ne obstajajo, oziroma če obstajajo, jaz pač nisem še spoznala. To je v bistvu kot vsi drugi liki, kot tudi že liki v pogodbi, en kolaž različnih ljudi, ki sem jih pač srečevala na svoji profesionalni poti. Po pogodbi so me vsi spraševali, kje sem dobila tega kriminalista, kje sem dobila tega tožilca in dejansko sem ga dobila takrat, ko sem govorila s številnimi njemu podobnimi. Recimo v pogodbi so prizori teh policistov, ki sestavljajo osebno spremstvo ogroženih tožilcev. To so fantje, ki so na prvi bojni liniji, ki so v največji življenjski nevarnosti. Vemo, sodnikom Falconejem so umrli 3, sodnikom Borselinom 5, med njimi ena mlada punca, vsi mladi ljudje, pač policisti. In v pogodbi sem nekako prav morala, peljalo me je, da en prizor pač posvetim njim, ker se spomnim, kakšni so, kako je bilo, ko sem recimo z njimi čakala, da se bo sprostil nek tožilec in me sprejel za unih 15 minut intervjuja in smo stali tam pred njegovo pisarno in res ne veš, kaj bi si mislil ob takih recimo usodah. Tukaj je zelo podobno, ta novinarka in tudi ta kriminalist in tudi drugi ljudje, politiki, neki tudi vplivni podjetniki, ki se pojavljajo, so v bistvu neka taka mineštrca različnih ljudi, ki pač verjetno obstajajo, mislim, neki verjetno, ki dejansko obstajajo, ki sem jih jaz tudi srečala, ampak ki so se mi potem v glavi vsi, kako pravim, ne zmešali in se skuhali v neko popolnoma drugačno čorbo. Koliko je pa v teh likih tebe?
Ja, ful, veliko. Veliko, ne, absolutno veliko, zaradi tega, ker se mi zdi, da, tako kot sem rekla na začetku, ne moreš, saj jaz, ne vem, kako je z drugimi avtorji, jaz ne bi mogla pisati o, ne vem, kaj naj ti rečem, o bolnišnici na koncu mesta, recimo, ne, da bi pač popisovala, da bi bil glavni junak nek zdravnik in neka medicinska sestra. Jaz o tem pojma nimam. Ne. Verjetno bi lahko, ne, ampak prvi bi se morala bolj potruditi, ker bi morala več raziskovati, da bi bila kredibilna in jaz pač zato, no vidiš, to je tudi razlog, ne, jaz zato nimam časa, dejansko. Vse bi si želela, da bi lahko pisala o čem drugem. Dostikrat si mislim, tako kot hodim po svetu, pa dobim kakšno idejo, ne, ampak pol rečem, ma kdaj boš ti to, ne? A veš, za vsako stvar, če tudi je izmišljotina v leposlovnem smislu, ne, pač ti rabiš neke oprijema, na kar se oprimeš, neke oporne točke, nekaj, kar poznaš, vsaj tako se meni zdi, tako jaz vidim to vrsto literature, ki me privlači, ne. In ne bi tega mogla nikoli, recimo, pisati, ne, in zato pač, ker se omejujem na ta okolja in na tako dogajanje, ki ga dobro poznam, je logično, da je v tem veliko mene, ampak res na eni taki, kako ne rečem, ne iluzorni, res na eni taki lebdeči ravni se mi zdi. Ne bi ti zdaj znala točno reči, to sem jaz, to si jaz mislim, to sem jaz doživela, ne. Lebdim pa ves čas nad vsem, kar je tam noter, ne. Kaj pa sami prizori v romanu so tudi taki, ki so se recimo ne ravno tako zgodili, kot so opisani, ampak je temelj v nekem realnem dogodku, ki si ga potem z domišljijo zgradila v nekaj drugega, novega. Ja, to pa ja, ne, to je pa posledica te moje, zdaj, odvisno, kaj boš rekel, lenobe, raziskovalne lenobe, ali pa v bistvu tega pomanjkanja časa, ne. Dejansko sem vključila prizore, ki sem jih res doživela, seveda sem jih preoblekla v to drugačno, v ta drugačen namen, ki ga imajo v knjigi, ne. Naprimer, novinarji hočemo... Naprimer, ja, ampak hočem reči, bilo mi je pač lažje opisati to, ker sem to dejansko videla, dejansko doživela in to si veš, je pač novinarsko, ne, in to, kar je novinarskega noter, je pač meni najlažje, ne, če nekaj vidim, jaz običajno lahko pol ure napišem, kaj sem videla, ker pač to počnem že celo življenje. Mojca, kot bi rekel, kakšen lik v tvojem romanu, hočemo konkreten primer. Ja, okej, prvo poglavje, ta gospa Zevnikova, ko tam zeva, uvija tisti svoj vrat, to sem v bistvu jaz, ne. To ne ona, pol gospa se razvija v čisto nekaj drugega, ampak ta prvi prizor, ko ta gospa vidi tisti avto, ki je zaparkiral njeno garažo, to se je meni dejansko zgodilo in je bil modre barve in je bil tam parkiran in jaz sem dala listek, nemudoma odstrani vozilo in je padel dež in je ta listek bil ves spran in jaz sem se živčna z dežnikom hodila okoli in zevala noter, čigav bi ta avto bil, zvonila pri sosedih, dokler nisem našla neke uboge sosede, študentke, ki je popolnoma nehote, ker pač ni vedela, da je tam garaža, sred noči pustila avto, ne, seveda v njem ni bilo nobenega trupla, ona ni bila nobena znanka policije ali karkoli, ampak ta prizor se mi je zdel primeren, zabaven in sem ga pol uporabila za začetek romana in v bistvu tudi za tisto prvo nit, ne, ki jo potegneš iz klobčiča, da se potem začne odvijati. Kaj pa en močnejših prizorov v romanu, soočenje kandidatov za evropske volitve, to je izjemno dobro napisano, napeto, tam imamo novinarko, ki režiserka vpije v slušalko in ji daje ukaze, to je neubogljiva novinarka, ne? Lej, to je pač, ne, zdaj pritiskaš, kako bi ti rekla, prstja, ne, a veš, to je pač naše življenje, ne, dejansko tisto soočenje pred evropskimi volitvami je bilo v resnici 23. maja 2019 in vodila sem ga jaz, ne, in, ampak seveda tam ni bilo nobenega ministra, nobenih drugih kandidatov, vodila sem ga sama, brez starejše kolegice, skratka, če zdaj hočeš me napeljati, da bom rekla, da sem jaz tista tam, ne, to ne drži, ne. Je pa spet pri tem, ne, to je nek okvir, to je nek dogodek, neko ozadje, ki ga jaz zelo dobro poznam, v teh dveh konkretnih primerih sem ga celo dejansko doživela in sem ga potem z lahkoto opisala oziroma ga uporabila za podlago, na katero sem potem izrisala to svojo izmišljeno zgodbo.
In veš to, kar si me vprašal, zame je to v bistvu v tem trenutku ali pač pri teh dveh izkušnjah, ki sem jih do zdaj imela, najlažje. Da stvari, ki jih vidim, ki jih poznam, ki sem jih doživela, preoblečem v neko drugo dogajanje oziroma jim nanj prilepim neko to novo, popolnoma izmišljeno dogajanje. Kako dobro pa poznaš te like, to sem te, ki jih zelo dobro opišeš in zlezeš pod kožo, že pred 3 leti pri pogodbi spraševal, da so mi najbliže, zanimivo, ti starejši strici iz ozadja, te skrite avtoritete, ki držijo vse niti v rokah, taki markantni liki. Ja, pač to je po mojem, mislim, privlačni. Zakaj so privlačni? Zakaj je zelo privlačno? A veš, v bistvu tle ni toliko zlo tisto, ki je privlačno. Privlačna je moč, privlačna je oblast. To je tisto, kar jim daje to karizmo. Zdaj, če je negativna, kot je v teh primerih, ki jih jaz opisujem, ne zmanjša te velike karizme, kvečjemu jo še poveča. In jaz sem imela ogromno opravka s takimi ljudmi, ker sem pač 13 let živela v Italiji, sem veliko potovala po Siciliji, po južnih italijanskih deželah in nenazadnje sem živela v Rimu, ki je center italijanske oblasti in ki to svojo tradicijo, personificirane oblasti in klientelarne povezanosti s svojim volilnim telesom vleče iz časa starega Rima. Senatorji so iz Suburre, kjer so mogoče živeli, oziroma skozi Suburro, ko so skozi Suburro, čeprav niso v njej živeli, hodili do senata, srečevali svojo klientelo, svoje volivce in delili drobna darila, poslušali njihove težave in tako pridobivali njihovo naklonjenost. In to danes ni nič drugače. Jaz, eden od prizorov, ki se ga vedno spomnim, ko opisujem te ljudi, je v bistvu čisto brezvezen, banalen prizor, dogodek. Jaz sem bila v Palermu, sicer z eno zgodbo v zvezi z mafijo, ampak istočasno mislim, da v času pred parlamentarnimi volitvami leta 2008, na katerih je potem slavil Silvio Berlusconi s to svojo stranko. In jaz sem šla na lokalni sedež v Palermu, njegove stranke Naprej Italije oziroma takrat Ljudstvo svobode, tisti večer, ko so imeli tam sestanek, ker so sestavljali kandidatne liste za sicilijansko okrožje, za parlamentarne volitve, za Berlusconijevo stranko. In to je bilo, mislim, res kot v filmu, dejansko pred očmi v resničnem življenju. Ljudje, ki so se zbirali pred vrati, te v bistvu dokaj neugledne, zanikrne pisarnice, v pritličju nekega brezveznega novodobnega bloka, nekje v predmestju Palerma, kjer ima sedež ta lokalni odbor takratne Berlusconijeve stranke. In so se zbirali, mislim, prihajali novi, in tam jih je bilo res na desetine in čakali, kaj bo. In ko se je prikazal kdo, ali kakšen poslanec, ali kakšen, ki je bil na vplivnem, na višjem položaju, znotraj lokalnega odbora te stranke, ti si prav videl, kako se tem ljudem v nekem pričakovanju, v nekem tudi res, kar malo obscenem oboževanju, odpirajo oči v bistvu zaradi te sreče bližine oblasti, od kateri si ti zdaj tako blizu in od katere pričakuješ neko uslugo. In ljudje so se tam dvigovali, je on gor, skratka, da bi vedeli, ali je na listi mogoče kdo, ki ga oni poznajo, da bodo potem preko tega tudi sami nekoliko bliže tistim krajem, kjer se odloča. Tako da jaz, ko pišem o teh ljudeh, ne razmišljam toliko o njihovih negativnih lastnostih, se pravi o kriminalu, o teh nezakonitih poslih, ampak o tem preprostem dejstvu, da ima oblast. Karkoli ti jo pač da, ko imaš enkrat oblast, je to tvoj neizbrisen čar. Ko sem bral roman in te misli, o katerih zdaj tudi govoriš o oblasti, veš, na koga sem pomislil? Na Ivana Cankarja. Ivan Cankar v Hlapcih ima lik zelo markantnega župnika, ki pravi temu revolucionarnemu učitelju Jermanu: prepričanje, naziranje, mišljenje, vera in koliko rešetek besed, ne vprašam vas zanje, kajti ena beseda je, ki je živa in vsem razumljiva: oblast. Živa je od vekomaj, vseh besed prva in zadnja.
pokori se, ne upiraj se, je poglavitna zapoved. Vse drugo je privesek in olepšava. Kdor se ravna po tej zapovedi, mu bodo grehi odpuščeni, kdor jo prelomi, bo smrti deležen. Bi bil dober moto za tvoj roman. Ja, hvala za to primerjavo oziroma za istočnico. Nedvomno. To je dosti na prvo žogo dejansko. Oblast je moč in moč je po mojem mnenju dejansko, če ne največji, eden največjih virov karizme pri ljudeh. Saj potem ni nujno, jaz seveda govorim o tej družbeni moči, govorim o tej družbeni moči v negativnem smislu, o izkoriščanju svoje moči, svoje oblasti, v negativnem smislu, izkoriščanje moči za zasužnjenje na nek način ljudi, o tej moči jaz govorim, in ker je to ta moč, ki jo opisujem v svojih knjigah, ko govorim o mafijskem delovanju, ker tako deluje moč na mafijskih območjih. Ko tam mafijske organizacije izražajo svojo moč, zasužnjujejo ljudi, jih delajo nesvobodne. In to je ta moč, v bistvu, ki jo jaz na nek način analiziram, obsojam, ali kakorkoli že dramatiziram v teh svojih zgodbah. Ampak saj imaš celo vrsto druge moči, celo vrsto drugih moči, veliko drugih vrst moči oziroma oblasti. Je moč, ki izhaja iz tebe, je moč, ki izhaja iz neke notranje gotovosti, samozavesti nekega človeka, ki ni važno, da je vplivan, da ima kakršnokoli oblast. Hočem reči, da ni vse to tako negativno, da zdaj seveda jaz moč uporabljam kot nek družbeni fenomen za razkrivanje nekega kriminalno zanimivega romanesknega pojava. Ampak verjetno taka moč sama po sebi, če jo zna človek izražati in uporabljati na drugačne načine, ni vedno negativna. In kritična si do najnega ceha, do novinarstva, do novinarjev. Mislim, to mi vsi rečejo, ampak jaz v bistvu nisem kritična. Sem seveda kritična, zaradi tega, ker sem samokritična in razmišljam o sebi kot novinarki in o novinarstvu kot o svojem delu, kot o svojem poslu, ormaj pri mojih letih, če tudi mi rečeš pisateljica in hvala za to, jaz vendar zdaj ne morem reči, da sem karkoli drugega, kot da sem novinarka, vedno bila in vedno bom, če sem danes po tolikih letih še vedno tam, kjer sem bila pred takrat, ko sem začela. Se pravi, če sem kritična, pomeni, da jaz dejansko z neko tudi bolečino, samo kritično razmišljam o tem, kakšen je danes naš posel, kakšen je danes ta naš svet, kakšno je naše delo, kako ga opravljamo. Ampak bolj kot kritična sem tukaj v evidenci in jaz upam, da bojo bralci to tudi razumeli, na ta način sem žalostna, sem zaskrbljena. Zdaj sem se ti si še vedno mlajši od mene, ampak se že uvrščaš med starejše gospode. Ampak sem imela to čast v zadnjih dneh, da so me intervjuvale kolegice, ki so stare kot ti trije novinarji v knjigi. Se pravi, 30 let. Okrog 30 let. Se pravi, da so se komaj rodile takrat, v času, iz katerega izvira to zgodovinsko ozadje romana. Oziroma so imele 3, 4, 5, 6 let. In ko razmišljamo v bistvu o njihovem sedanjem položaju znotraj našega poklica, znotraj naše družbe, ali pa v svojem, ko sem bila v njihovih letih, v njihovi vlogi takrat, so to strašne razlike, med pogoji, ki smo jih bili deležni mi pred 30 leti, med možnostmi, ki so se nam odpirale, med samim načinom dela in med vzdušjem, v katerem družbenem, političnem vzdušjem, v katerem smo takrat opravljali svoje delo in v tem, v katerem novinarji svoje delo opravljamo danes. Tako da je na nek način v bistvu evidenca tudi ena taka, kako bi rekla, ne bom rekla ne epitaf, ne osmrtnica, nič tako definitivnega, ampak ena taka žalostinka v našem poklicu. Mi smo začela v novinarstvu, ko interneta še ni bilo. Tu pa so ti novinari, trije novinari tega portala, kako razkrivamo.si, ki pa začenjajo, to so novinari, ti stari zdaj 30 let ali pa manj, ki začenjajo svojo novinarsko pot
v V dobi... bistvu ne, v bistvu že pričakuje, oni so že 5 let, 4-5 let imajo ta portal, ne. No, ampak začeli so v dobi interneta, ne, in tu Ja, to pa itak. zanimiva ta, ko se pogovarjajo o tej dilemi, ali kliki ali vsebina, ne. Kaj ti dela, ne, iz novinarstva? Ja, v bistvu te 3 junake sem že takoj na začetku, ne, ko sem začela pač pisati, vedela, da more biti nek tak, da morajo biti eni taki ljudje, no, ki bojo dali to vsebino oziroma ta pomen te zgodbi iz 2 razlogov. Prvi je ta, ker so oni, v bistvu, tako kot sem že prej načela, prevajalci tega dogajanja izpred 30 let za bralce, ki ga ne poznajo, ker so bili takrat še premladi. In jim to danes absolutno nič ne pomeni. Če mi dva rečeva, ne vem, pranje denarja sicilijanske mafije v portoroških posojilnih službah, ne, ali pa če rečeva SDV, ne, ali pa če rečeva UDBA, ne, pa da vejo... Prejšnje tisočletje, ne? Prejšnje tisočletje je tako, kot če bi rekel Inform biro ali pa, ne vem, Pot v jajce, ne, med drugo svetovno vojno, karkoli, ne, ravno približno tako oddaljeno. In skratka, ko oni razkrivajo dogajanje v romanu, pojasnjujejo svojo nevednostjo, svojo tudi na nek način tako, kaj zdaj spet to za ena blesarija iz prazgodovine. Skratka, skozi njih v bistvu pojasnjujem vse te dogodke za tiste bralce, ki mogoče teh dogodkov iz teh časov seveda ne poznajo. In drugič, ne, je to, kar drugi razlog je pa ta, ki si ga ti omenil, ne, skozi njih v bistvu poskušam opisati to realnost, ki jo danes živijo številni mladi novinarski kolegi. Ko prideš ti tam do 30, do 35 in praktično nimaš možnosti, da bi tudi napredoval, da bi se tudi nekako izoblikoval, da bi dobil recimo možnost dela na nekem pomembnejšem mediju, kjer bi se lahko potem tudi, kjer bi lahko kot zrel novinar, ne, samega sebe izdelal in seveda tudi firmo, za katero delaš, za medij, za katerega delaš, ne. Ti kolegi so v veliki meri prekarci s temi pogodbami, ne, statusi kulturnega delavca, samostojnega novinarja, celo espejem in brez kakršnih koli možnosti za zdaj, da bi se jim to lahko v življenju spremenilo. Kaj pa ta norma klikanosti dela iz novinarstva? To sem te hotel vprašati. Meni je že pred leti starejši novinarski kolega mi je rekel, novinarji ne bi smeli vedeti, kaj je klikano, kaj je brano in kaj ne. Zdaj, to nima nobene veze, če mi to novinarji vemo in ne vemo. Jaz recimo ne vem. In ti čisto iskreno povem s popolnoma lahkim srcem, ker me to nikoli ni zanimalo in niti nočem vedeti, ne. Pri nas se ne meri v klikanosti, ampak se meri v gledanosti, ne. Ampak to je dovolj, da tvoji lastniki, ne, če si zasebni mediji oziroma uredniki oziroma, ne, ljudje na pač poslovodnih funkcijah vejo in jih to vodi, ne, pri upravljanju pač nekega medija, ne. In žal je pač dejansko tako. Jaz mislim, da pa, veš, to ni nič drugače, kot je bilo včasih. Jaz mislim, da mi včasih iz tega res neko preveliko dramo delamo. Mogoče je za nas to neka nova realnost, ker imamo 30 let pač nekega svobodnega podjetniškega prostora, zdaj bodi si na področju medijev ali kjerkoli drugje. Ampak recimo v Italiji, vse, če govoriva zdaj o tej državi, ki jo pač opisujemo v svojih knjigah in seveda tudi drugih, se je vedno vse merilo v številkah, ne v klikih, ampak v številu prodanih izvodov. Ne, ko je v Italiji so se začele pojavljati Berlusconijeve televizije, je javno televizijo Rai to pretreslo kot najhujši potres, ker so se morali začeti primerjati z njimi, ker so naenkrat izgubljali gledalce in ker je štelo v tem vsakodnevnem cirkusu, vsakodnevni tem medijsko, tudi politični centrifugi, kdo je imel prejšnji večer več gledalcev, ne. Tako da to ni nek zdaj nov fenomen, ne. A veš, žalostno je pač to, ne, da se je skrčil naš manevrski prostor oziroma medijski prostor se je skrčil, ne. To pa je velika razlika, ne, zaradi seveda prvič pojava, ne, tega interneta in potem cele te informacijske revolucije, ki se dogaja pač na družbenih omrežjih, ko naenkrat ljudje dobijo občutek, da če prebere v njih 100 in nekaj znakov na Twitterju o neki zadevi, se pravi, ima pravico, da temu reče novica,
in ima pravico do občutka, pomirjujočega, da se ima za obveščenega. In tretjič, da ima pravico, da to dobi zastonj, brezplačno. Ne. To je ta kombinacija, je v bistvu novost, ki je danes za nas problematična. Kaj pa tvoje delo, kako se je spreminjalo skozi leta, torej mislim predvsem na to obdobje vezano na to trilogijo nastajajočo, torej rimska dopisnica, potem ljubljansko obdobje in zdaj Bruselj. Ja, na tehnološki ravni gre za prehod iz kamene dobe v res neko to post-neindustrijsko, ampak dejansko post-IT-ovsko dobo. Ne. To je strašanska revolucija. Če povem, da ko sem jaz začela delati na televiziji leta 1999, smo mi plačevali, takrat je bilo, mislim, da 1.600.000 lir, to bi bilo približno 800, mislim, da je bilo 840 ali 860 evrov za najem televizijske ekipe za 8 ur. Da si šel, recimo, ne vem, posnet neko izjavo, ne vem, recimo jutri pride predsednik Pahor v Bruselj, ne. Recimo, da je prišel predsednik Pahor ali takratni predsednik Kučan ali kdo je še bil pol Drnovšek oziroma ne in kdo je bil pred Borutom Pahorjem? Danilo Trk, ne, vidiš, na koncu dneva delovnega me ne smeš spraševati stvari iz preteklosti, da vse pomešam. Skratka, dam primer, ne, pride predsednik države na obisk v Rim. V tistih časih seveda si moral kot dopisnik najeti ekipo, ker to je bilo tehnološko nekaj tako zapletenega, da to pač ni obstajalo na splošno. Obstajale so televizijske agencije, zasebne, ki so ponujale te usluge tujim dopisnikom. Ne? In mi smo pač najeli ekipo pri eni od teh agencij. Se pravi, za najem ekipe za 8 ur, 1.600.000 oziroma 840 evrov. Potem si moral to zmontirati, je bila ura montaže 200.000 lir, se pravi 100 evrov, zdaj sva že približno na 1000 evrov. In potem si moral to po satelitskem linku prek Ženeve poslati v Ljubljano. In to je bilo tudi tam nekje okrog, mislim, da 300-400 evrov. Ne? In sva približno na 1500 evrov za minuto 30 prispevka v televizijskem dnevniku. Ne? Jaz danes to naredim za svojo plačo. Oziroma tukaj v Bruslju za tisti honorar, ki ga za en turnus dobi snemalec, ki ga tukaj najema RTV Slovenija. Ne? Ker vse pošiljamo po internetu, ne? Vse je hipno, vse je v bistvu na dosegu roke. Zdaj tudi mi sami montiramo. Včasih si imel ti montažno mizo, ki se je potem počasi se skrčila na nek montažni prenosni kovček, neko enoto, kjer si potem lahko na kasetah montiral prispevke. Ne? Potem smo prišli na majhne diske, ne? Zdaj so že kartice. Ne? Tako da potem na tej ravni, se pravi na tej neki tehnološki ravni, je tu šlo za res eno veliko izjemno pač revolucijo. Po vsebinski ravni je pa v bistvu prav zaradi te potrebe po hipnosti, ne, po tem, da si ti dejansko, včasih imam občutek, da od nas zahtevajo, kot da smo Twitter. Ne, pa ni važno, ti se vidiš tedenski časopis, dnevni časopis ali pa radijska ali pa televizijska postaja. Vsi imamo spletne strani in vse naše spletne strani delujejo kot Twitter. Se pravi, takoj nekaj, kar si izvedel. Recimo danes je bil tak primer, ko so na konferenci predsednikov, to je v bistvu vodstvo Evropskega parlamenta, konferenca predsednikov se imenuje, v njem sedi predsednik parlamenta, Sassoli in vodje vseh političnih skupin v Evropskem parlamentu, razpravljali o dnevnem redu za prihodnje plenarno zasedanje, ki bo naslednji teden v Strasbourgu. In mi smo pa čakali informacije o tem, ali bodo na dnevni red uvrstili tudi razpravo o Sloveniji v povezavi z neimenovanjem evropskih delegiranih tožilcev. In to vsake 3 sekunde kdo kliče, a objavimo, a imamo, a tweetnemo, a ne tweetnemo, a damo gor, a ne damo gor. Ja ne, dej kar češ, ampak se boš pol ti opravičeval, kako, ko so stvari, ki se dogajajo v bistvu, ne, dejansko na način tudi nekje, dokoder nimaš dostopa, dobivaš neke informacije po kapljicah, ne moreš jih preveriti. In potem veliko tvegaš, ne, in v takih primerih je ta hipnost pač izjemno škodljiva. Ne. Je pa nekaj, kar se
pričakuje od vseh nas, ne, ta hipen odziv, ne glede na to, v bistvu, ne, kdaj imaš pol to informativno oddajo oziroma kdaj izide tvoj časopis. Ne. Vsak medij stremi k temu, da to informacijo preda bralcu, gledalcu, poslušalcu čim prej. No in tega recimo, tega hlastanja včasih ni bilo. Kaj pa teren? V Italiji si bila kot riba v vodi, ne? Kako je bilo v Bruslju splavati v te vode? V Bruslju, v bistvu ta moja situacija zdaj čisto specifična, ne? Seveda zaradi pandemije, ne? Ampak tudi sicer teren tukaj je seveda zelo drugačen, ne? Gre za druge vrste, v bistvu tudi če je reportažno, je tega sicer manj, ker se v glavnem pač ukvarjajo s delovanjem in odločanjem evropskih inštitucij, ampak mi, kolega Igor Jurič in jaz, v bistvu pokrivava iz Bruslja ne samo pač ustanove Evropske unije, ampak tudi državo Belgijo, Benelux, se pravi še Luksemburg, Nizozemsko in tudi Francijo, ne. Tako da je tlele z novinarskega vidika in dela na terenu izjemno veliko izzivov in zanimivih zgodb, ne. Ampak jaz ti o tem zdaj ne morem prav nič povedati, ne, ker jaz sem zdaj v bistvu od septembra bosta 2 leti, kar sem v Bruslju, ampak ko me vprašajo, kako dolgo si pa ti že v Bruslju, rečem pol leta. Ker v resnici, jaz sem šla septembra 2019, marca je pač padla zavesa pandemije in vsi smo se preselili na daljavo in na splet, tako da ti lahko govorim, kako izgleda Bruselj in Belgija, kako izgledata z nekimi redkimi izhodi iz moje pisarne oziroma dnevne sobe. Knjigo kdaj si oddala knjigo? Zadnjo piko sem naredila na kulturni praznik, 8. februarja letos. Zanima me, omenila sva te strice iz ozadja, mafija, novinarji in tako naprej. Zelo zanimivo v tej knjigi je prepletanje teh poglavij. Ti velikokrat končaš poglavje z nekom ravno tam, ko je najbolj napeto, ne? Zelo tako zanimivo in verjetno premišljeno in potem greš na naslednje poglavje. Zanima me, če si že sama tako izdelala ali je bil še kdo, bralci za tabo, ste to pilili, potem še kaj? Ne. Tipkovne napake in lektorski popravki. In še to ne 100%, ker kot mi prvi bralci poročajo, je kozlov, najdejo kozle, ki smo jih ustrelili. Pač te neke napake, lapsuse in zdrse. Ne. Mogoče je tudi to dejansko res posledica tega, da se je vse tako hitro odvilo. Ne. Glede te tehnike, ne, tega zaključevanja cliffhangerjev oziroma page turnerjev, kot rečejo v angleščini, to je pač preizkušena taktika tega žanra. Ne. Dejansko, da zadevo končaš tam, kjer je najbolj zanimiva in s tem pač ohraniš to zanimanje tudi bralca. Glede popravkov pa ne, to je prišlo ven tako, kakor je v bistvu. In ko je bilo končano, se vsebinsko nisem več ozirala nazaj. Sem pa, in to je bilo isto v pogodbi, med nastajanjem dela, sem morala v drugi polovici knjige, skratka, ko sem se približevala koncu, ko so se ti zapleti razpletali, sem se morala vrniti nazaj in popraviti določene stvari. Ker ko sem začela zgodbo, so se nekateri ljudje tam pač drugače obnašali. In so se čez zgodbo kar naenkrat začeli spreminjati v nekoga drugega, spreminjati svoj značaj in vse, da tisto, kar sem jim jaz pripisala na začetku, ni bilo več nič redno, ni več držalo. In so me v bistvu s tem, kako so se razvili, ne, skozi zgodbo, prisilili, da sem šla popraviti njihove korenine. Ampak to se je pač zgodilo v procesu nastajanja, recimo. Ne. Mislim, en tak moment je bil tam enkrat avgusta, ko sem imela spet ta svoj bubble, ne, ta svoj mehurček za roman. Takrat sem v bistvu, sem ugotovila, kaj bo, v čem je zdaj finta, kaj se bo zdaj zgodilo. In takrat sem pol morala nazaj in pofrizirati malo stvari, da je bil pol ta razplet, ki se mi je takrat začel odpirati, kredibilen. Prevod smo že takrat spraševali za tisto, če bo kak prevod pogodbe, ali bi bilo to zanimivo za
To so vprašanja za založnika. Moja želja seveda je, kot je želja vsakega avtorja, da tvoje delo doseže čim več bralcev v različnih jezikih, v različnih državah. In pač z Mladinsko knjigo pri tem odlično sodelujemo, tako da jaz pač upam, da bosta obe knjigi pač našli bralce, mogoče kdaj tudi drugje. Ampak to so pač vprašanja oziroma to so teme, na katere jaz verjetno nimam kaj dosti vpliva. Nekaj te pa še moram vprašati, ki me zelo zanima. En tvojih likov hodi v Narodno galerijo v Ljubljani in tam mu veliko pomeni slika dekle v poletni obleki. To je slika, ti tega sicer ne poveš, Elde Piščanec, v Trstu rojene, slikarke. Je to tvoja? Poznaš ti to sliko? Kako? Poznaš to sliko? Ja, poznam, ja, seveda. Sem razumel, če imam to sliko. Ne. Je nimaš ti, ker jo imam v Narodni galeriji. Poznam, seveda. Je to tudi tvoja slika? Ne, mislim, to je v bistvu tudi ena taka zanimiva zgodba. Pač ko si me vprašal, koliko je mene v tem romanu, veš, to je ena taka stvar. Verjetno to, da oni gleda točno to sliko, točno te slikarke, o kateri absolutno nič ne vemo, vsaj jaz ne, verjetno v nekih umetnostno-zgodovinskih krogih veliko več, ampak to gospa ni široko poznana, nič ne vemo o njej, tudi ta slika pač visi na eminentnem mestu, ampak ne tako splošno razširjeno, ni to neko vedenje o njej. Je pa to neko delo, ki se te po mojem dotakne, ker ima toliko odprtih koncev. Veš, to me pritegne pri vsaki stvari, recimo, da ti ponudi odprte možnosti pri razmišljanju, pri iskanju zaključkov, pri sklepanju. In ta slika, ta dialog, ki ga ima sam s sabo, ta junak, ki njo gleda, je to. To ga privlači. Nikoli ne ve, kaj je zdaj s to žensko. Prvič ne ve niti, kaj ima sploh oblečeno, drugič ne ve niti, o čem razmišlja. Skratka, ta neka odprtost v bistvu. In po mojem zdaj, ali ti pišeš res neko globoko filozofsko delo, neko poetično literarno delo ali pa eno navadno kriminalko oziroma politični triler. Tvoja naloga je, da ljudem prineseš sprostitev, neke lepe trenutke in jim odpreš možgane, jim odpreš glavo, odpreš pač njih same za neke nove stvari, za nova razmišljanja, za iskanje mogoče nekih novih, mislim, ne bom niti rekla spoznanj ali izkušenj, izhodov mogoče. Emil Zola je napisal romaneskno trilogijo Lourdes, Rim, Paris. Ti boš pa Rim, Ljubljana, Bruselj, tako, ne? Ja, tukaj ni velike filozofije zadnji, veš, saj vemo, zakaj je to tako, izhajava spet iz začetka najnega pogovora, ker je to zame najlažje, ker so pač to 3 kraji, kjer sem v času, ko so nastajale te knjige, živela. Jaz sem pač po prihodu iz Rima 3 leta delala v Ljubljani, v redakciji, in to je bil čas, ko se je v bistvu zasnovala evidenca. Prvi od 3 delov je nastal v Ljubljani. In drugi in tretji potem počasi v tem letu pa pol, kar sem tukaj v Bruslju. Gledalce in gledalke zanima seveda, kdaj te bodo lahko v živo mogoče kdaj srečali in ti postavili kakšno vprašanje. Ja, tudi mene. Ampak to je pa res spet eno vprašanje, pri katerem se mi zdi ne jaz, ne ti, ne oni, nimam odgovora, ker je pač to v tem trenutku odvisno od epidemiološke situacije, predvsem pa od tega, da sem jaz pač zdaj na delovnem mestu, na katerem sem, in to v nekem tem političnem trenutku, ko Slovenija prevzema predsedovanje Svetu Evropske unije in bo pač delal v naslednjih 6 mesecih dopisnikov, mene in Igorja Juriča, precej, bi rekla, ne bom rekla naporno, tudi naporno, ampak tako zahtevno in veliko ga bo. Tako da so v bistvu ti trenutki, ki se jih bom pač lahko utrgala, bodo po mojem mnenju precej redki. Žal.
Zaključil bi mogoče s tistim, s čimer sva začela, s tem intervjujem, ne bom povedal, katerega leta je nastal, s tem starim intervjujem z beneškim sodnikom, ki ti je povedal tako: Italija je dolga leta podcenjevala razsežnosti mafijskega fenomena. Ne ponovite te napake. V Sloveniji se je s političnimi in ekonomskimi spremembami pojavila velika potreba po investicijskem kapitalu. Nepoznavanje, nerazumevanje in podcenjevanje principov mafijskega delovanja je Italijo veliko stalo. Poskusite si kaj prihraniti. A se kaj naučimo sploh? To ni problem Italije, to ni problem Slovenije, to je danes problem celotne Evropske unije. Če smo spremljali to, kako bi ti rekla, govore, nastope, ob začetku delovanja Evropskega javnega tožilstva, informacije, ki so nam jih takrat dali, koliko denarja na leto Evropska unija, države Evropske unije in Evropska unija, proračun Evropske unije izgubi samo na račun utaje davka na dodano vrednost, goljufij pri javnih naročilih, pri zlorabah javnega denarja. To so milijardne vsote in ko slišiš enkrat za te številke in v bistvu za prizadevanja, da se ustanavljajo novi organi, preiskovalni in drugačni, ki bodo se borili proti temu fenomenu, potem ti je lahko jasno, da je to neko delovanje, ki je del našega življenja in naših družb. Zdaj, jaz ne bom presojala in sodila, zakaj se je to zgodilo, zakaj je do tega prišlo. Mogoče je najlažji odgovor ta, ki sva ga dala že na začetku. Oblast je tisto, kar je največja karizma, oblast je moč in moč je v bistvu občutek, da lahko dejansko usmerjaš stvari tako, kot jih ti želiš in kot se tebi zdijo pravilne. Mojca, hvala tudi za ta pogovor, čeprav je bil tehnično gledano bolj zoprn od najinih prvih treh, kjer so bila v živo z občinstvom. Hvala poslušalkam in poslušalcem, gledalkam in gledalcem, ki jih ne vidiva. In kaj naj jim rečeva? Berite dobro literaturo, lahko Srečka Kosovela, ki ga vidim tam za Mojčinim hrbtom. Mislim, da se ne motim, da so tisto integrali. Integrali, ja, res, vidiš, zanimivo. Integrali so v bistvu, integrale sem brala med nastajanjem evidence. Tiste je njegov integral o smrti Evrope, o političnem propadu Evrope in vemo, v katerih letih je to bilo. Tako da, v bistvu, jaz bi, če smem zdaj za konc reči nekaj stvari ljudem, ki bodo to knjigo brali. Jaz resnično upam, da bo to prineslo v bistvu prvič neko zabavo, neko sprostitev, ker to je bil moj edini namen. Človek, ki vzame knjigo in jo prebere do konca, mora ta knjiga prinesti neko lepo in prijetno občutenje. In jaz si tega dejansko, ti ne morem povedati, tremo pred vsakim bralcem. Ko jaz vidim, da ima nekdo mojo knjigo v roki, mene me stresa mraz, prime panika, grem v krč, ampak pred vsakim. Tako da jaz nočem niti vedeti v bistvu, kdo bere to knjigo in kaj si o njej misli. S tem hočem povedati samo eno. Jaz imam izjemno veliko spoštovanje do vseh, ki bodo to knjigo prebrali. In mi to blazno veliko pomeni in čisto vsako mnenje, recimo, si bom vzela k srcu. Zdaj pa, če me hočete uničiti, potem bo to huda kritika. Če bo pa pohvala, bo pa seveda to nekaj najlepšega, kar se mi lahko zgodi. Mojca, če imaš tremo pred vsakim bralcem, potem imaš ogromno treme. Ja. To je prav nekaj drugega, veš, kot to moje televizijsko delo. Jaz se niti zavem, veš, ko se prižge ona rdeča lučka in pol, ne vem, eno je služba, eno ni služba, Ali pa mogoče še nisem navajena, po 36. romanu mi bo vseeno za moje bralce. Mojca, forza e coraggio. Ja. Srečno, hvala v Bruselj. Pozdrav.
Hvala tebi za vprašanja, hvala Mladinski knjigi za to priložnost in hvala seveda vsem, ki so naju poslušali.